Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Pogovarjali se bomo, po mojem, o izjemno zanimivi temi. Kolikšna je v resnici cena določenega dela v Formuli 1? Tematika je zanimiva, ker v sezoni 2022 bomo videli šasije, ki bodo novega koncepta. Pričakujemo lahko, da med sezono 2021 ter naslednjo 2022 bo izjemno malo tistih perifernih delov, ki bodo znova uporabljeni na šasiji. To bo pomenilo popolnoma nov inventar, kar bo za seboj povleklo določene stroške. Že letos v sezoni 2021 smo lahko nekajkrat slišali, da so imele ekipe težave, ker zaradi omejitve proračuna so dobesedno morale varčevati pri rezervnih delih. In kdo izmed nas ni zasledil, recimo temu, pavšalnih izračunov, ko se je zgodila kakšna nesreča oziroma kak trk? Na svetovnem spletu so dosegljive neke posplošene ocene, koliko stane na primer prednje vpetje oziroma prednji stabilizator in podobno. Ne smemo pozabiti, ekipe v Formuli 1 so tudi konstruktorji, zato imajo več ali manj v lastni režiji tudi projektiranje ter izvedbo določenega dela. Kolikor bi imeli zunanje dobavitelje, bi bilo vse bistveno bolj enostavno. In sedaj si bomo ogledali ta primer. Imamo tu del bočnega usmernika, ki je seveda utrpel poškodbe in zato ni več v uporabi. Na njemu lahko opazimo nalepko, kjer je zapisan model Dallara 312, bolid Formule 3, in kataloška številka tega dela. Torej, obstaja cenik in po tem ceniku, kolikor pride do poškodbe, lahko točno seštejemo, koliko rezervnih delov je seveda šlo v nič. Dallara za Formulo 3 je napravila bistveno več teh kosov kot na primer povprečna ekipa Formule 1. In ker v Formuli 1 imamo inženirje, kateri so ustvarili določen del, se njihov strošek razvoja, na primer vetrovnika, porazdeli na bistveno manj delov. In sedaj, če si nekako predstavljamo, da je prednji profil vreden, na primer indeks 100, če tega zlomimo in uporabimo popolnoma enak profil, bomo s težavo trdili, da je tudi ta vreden 100, kajti v njega ni bilo vloženo nobenega intelektualnega napora, nobenega razvoja, le izdelali so popolnoma enak del tistemu, ki so ga že imeli na razpolago. In več kot jih naredijo, nižja je seveda cena na koncu. Ta razvoj, to intelektualno delo se porazdeli. Na bolidih Formule 1 ne pride do menjave rezervnih delov samo zaradi trkov. Seveda imamo okvare, ampak imamo tudi redno obrabo. Na primer, zavore, sklopke se menjujejo na vsaki veliki nagradi. Se to tudi šteje v te kalkulacije, ko vidimo določen trk? Tudi aerodinamični deli imajo svojo življenjsko dobo. In če ga zlomimo tik preden bi šel v menjavo, v kakšno kategorijo bomo to šteli? In še nekaj drugega. Na različnih progah imamo na primer različne profile. Kakšna je razlika za proračun Formule 1, če voznik odlomi določen del? Ali pa, če se točno ve, da po tisti dirki bodo tej profili samo še za staro šaro, ker bo inženir naredil novo, boljšo izpeljanko, ki bo na naslednji veliki nagradi prinesla višjo hitrost.
vidimo, da zadeva ni tako enostavna, kot bi lahko, naprimer, kar tako pavšalno seštevali. $10,000 tu, $50,000 tam. A vseeno. Pred božičnimi prazniki so pri nemški izdaji portala Sky napravili lestvico. Lestvico škode, ki so jo naredili določeni vozniki Formule 1 v sezoni 2021. In seveda z vsemi možnimi pripombami o pavšalnem seštevanju določenih komponent so bili rezultati izjemno zanimivi. Voznik, ki je povzročil največ škode, je bil po mnenju nemških strokovnjakov Mick Schumacher. Haasu je napravil za $4,212,500 stroškov. Bistveno več kot Nikita Mazepin, ki je napravil za $2,468,000 stroškov. Toliko o tem, kako si lahko Nikita Mazepin privošči nesrečo, ker bo tako ali drugače točka plačal. In tu je treba poudariti, da pri ekipi Haas, če seštejemo oba voznika, so imeli na koncu sezone največ stroškov. K temu se bomo še vrnili. Če je bil Mick Schumacher na prvem mestu, je bil Nikita Mazepin komaj na 8. Svetovni prvak Max Verstappen je na tej lestvici na visokem 3. mestu, $1,889,000. In navajam številke, kot so bile v samem članku, čeprav mislim, da bi lahko marsikatero cifro tudi zaokrožili. Njegov moštveni kolega Sergio Perez komaj na 15. $939,000. In tu vidimo, da stroški, ki jih povzroči določen voznik, konec koncev niso tako vezani na njegovo uspešnost v samem svetovnem prvenstvu. Charles Leclerc pri Ferrariju je bil drugi na lestvici, povzročil naj bi za $4,046,000 škode. Njegov moštveni kolega Carlos Sainz mlajši je bil na 11. mestu, komaj z $1,766,000. In seveda na te stroške moramo gledati v optiki proračuna ekipe Formule 1. Ker sem omenil dve izmed treh najmočnejših ekip, je treba pogledati tudi prvake med konstruktorji, tovarniško ekipo Mercedesa. Na 5. mestu Valtteri Bottas, $2,713,500. Lewis Hamilton na 13. mestu, $1,235,000. A tu je sedaj treba ugotoviti nekaj. Namreč mnogokrat so se razni komentatorji zgražali nad škodo, ki jo je povzročil določen voznik. In eden izmed onih, ki so bili največkrat kritizirani, je bil Yuki Tsunoda. Če ga pogledamo, je komaj na 7. mestu na tej lestvici. $2,606,500. A Yuki Tsunoda je škodo povzročil praktično v, recimo temu, napačnih trenutkih na kvalifikacijah in tudi med dirko. Če bi te nesrečne dogodke imel tudi na prostih treningih, bi bila lahko njegova slika skozi prvenstvo bistveno boljša. A sedaj, da se bomo malce bolje razumeli, govoril sem o ekipi Haas in o njihovi škodi. Če štejemo tisto, kar so izračunali pri Skyju, bomo videli, da so pri Haasu zaradi trkov imeli $6,680,500 škode. Če vzamemo zgornjo omejitev proračuna na tisti indeks 21 dirk brez dodatkov za sprint dirke, pomeni to, da je ta škoda v celotnem proračunu predstavljala 4,6%.
Torej, če smo malce bolj realni in vemo, da je bila proračunska meja postavljena više, vidimo, da trki v ekipah Formule 1 sploh ne predstavljajo tako grozovitega stroška, kot nam mnogi predstavljajo. Pri Mercedesu so imeli škode za 3 milijone 948 ter $500, ali po istem kriteriju kot pri ekipi Haas z 2,7%. Najboljši so bili pri ekipi Alpine, kar se tiče trkov. A sedaj se lahko vprašamo, kam bomo pa šteli tiste razvojne dele, ki jih ekipe pripravijo in se izkažejo za neuspešne. Namreč tudi ti deli stanejo določen del proračuna in če se jih zvrže, ne pridejo v isto stroškovno kategorijo kot oni deli, ki so poškodovani. Seveda, razvojni deli, ki so neuspešni, so v bistvu dražji, kajti izdelajo jih v enem ali kvečjemu 2 primerkih. Zato moramo mi kot navdušenci biti izjemno pozorni. Res v svetu Formule 1 lahko določen element stane bistveno več od tistega, kar si predstavljamo, ampak gledati moramo na celoten proračun. In seveda, če nekdo zlomi prednji profil, to še ne pomeni tiste škode, ki jo nekateri pavšalno ocenjujejo. Elementi so modularni, marsikaj se da rešiti. Po drugi strani, s tem, da izdelajo nekaj delov več od tistega, še ne pomeni, da se njihova cena, naprimer, podvoji, potroji, tako kot se viša število izdelanih delov. A seveda, to je zadeva, katera bo izjemnega pomena v prihajajoči sezoni. Novi bolidi, ki bodo neznanka marsikomu za volanom in videli bomo lahko tudi več trkov. A vkolikor si kdo misli, da bo ekipa Formule 1 porabila več kot 5% za izdelavo rezervnih delov, po mojem osebnem mnenju na veliko pretirava. A seveda, moje mnenje glede tematike, ki bo znala biti v prihodnji sezoni še kako zanimiva. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.